V imenu Svetovnega slovenskega kongresa se zahvaljujem Ekonomski fakulteti za gostoljubje in sodelovanje pri organizaciji tega dogodka. Današnje predavanje je del našega cikl predavanj 2020, s katerim želimo predstaviti uspešne rojake po svetu, ki delujejo na različnih področjih. Danes sta tako z nami dr. Igor Cesarec iz ZDA, ki bo govoril o globalnem gospodarstvu v času pandemije in po njej. Pogovor pa bo vodil profesor dr. Mojmir Mrak. V nadaljevanju vabim k besedi dekan Ekonomske fakultete, profesor dr. Metko Tekavčič, nato pa predsednika Svetovnega slovenskega kongresa, dr. Borisa Pleskoviča. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani dr. Cesarec, dragi gostje, prisrčno dobrodošli pri nas na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Vesela sem, da smo že drugič zapovrstjo uspeli organizirati skupni dogodek in posebej sem vesela, da lahko v okviru letošnjega predstavimo enega naših uspešnih rojakov po svetu. Predvsem še zato, ker bo gostoval s temo, ki je matična prav nam tu na Ekonomski fakulteti. Jaz si bom z veseljem ogledala posnetek celotnega predavanja in predstavitve. Se vam pa opravičujem, ker sem ta čas že od zgodnega jutra članica enega evalvacijskega tima za akreditacijo ene od svetovnih univerz, tako da sem zdaj zaprosila, če lahko naredimo 5-minutni odmor, da vas pridem pozdraviti, potem pa bom tam nadaljevala še za kakšno uro. Spoštovani predsednik, vabim vas, da se potem oglasite še pri meni na dekanatu. Vsem želim, da izkoristimo čas, ki ga preživljamo v tej dvorani, za to predavanje koristno, v živahni razpravi po opravljenem predavanju in da s tovrstnimi skupnimi dogodki nadaljujemo. Mi na Ekonomski fakulteti smo za to zelo zainteresirani, verjamem pa, da bi tudi gospod profesor Pleskovič. Hvala lepa. Eto rajtuk. No, jaz bi se najprej rad zahvalil dekani Metki Tekavčič kot gostiteljici, ki smo tudi že drugič glasbe. Več časa smo imeli tudi prvo konferenco slovenskih računovodnih revizorjev iz sveta, iz Slovenije, in smo srečali zelo zanimive ljudi na visokih položajih na Dunaju iz celega sveta. To je pa zdaj drugo podobno srečanje Svetovnega kongresa na Ekonomski fakulteti. To pomeni, da se Ekonomska fakulteta odpira na ven več kukaj včasih, ker sem jaz enkrat hotel učiti, pa nismo imeli mesta za njega same. Ampak jaz bom nesel zdaj napisal 2 strani, da naredim uvod za naše dva predavatelja. Ampak jaz bom samo, če vi imate njihove CV-je, njihove vajo na vabilu, bom pa povedal najprej nekaj o gospodu Igorju Cesarcu. Jaz sem ga prvi srečal, ko je prišel enkrat med na Svetovni kongres, pa je rekel, da je eden ustanoviteljev in predsednik društva Vtis v tujini izobraženi Slovenci, kjer jih je, ne vem, več tisoč že, ker jih 1800 na leto študirajo v Evropi pa po svetu. In je rekel, če lahko za nov let pa za Božič, večina pride tam družina, če lahko naredimo eno proslavo na Svetovnem kongresu v naših prostorih. Poleg je prišlo pa 200 teh sporov. So se srečali, so se spoznavali, tudi par govore je bilo. Potem se pa je rekel, ja, moji prostori so premehni za take stvari, kar pa če greva mi pa k Borutu Pahorju, on ima kristalna dvorana, 300-400 diskov, no sprav, pa še normal, da nam bo dal sok pa voda,
Danes pa šla in zdaj že 6. leto te slovenski študentje, ki pridejo za nov letan, se okoli 23. marca z Božičem srečajo pri Pahorju, naredijo okroglo mizo, koliko Jure Leskovic, ostali, potem povejo, kakšne težave imajo z nostrifikacijo, z iskanjem službe, večina bi se radi vrnili, to so naši najbolj talentirani možgani, best at the brightest. No, tako so začela polka, zdaj so pa oni še zdeli častni predsednik Vtisa, se vsakega časa dobimo, tudi kadar imamo mi konference znanstvenikov, zdravnikov in tako iz sveta, arhitektov ali pravnikov, nam svetuje in njihovi člani pridejo predavati. To, da pa je bil zlati maturant za Bežgradom, da je magisterij naredil na London School of Economics in doktorat na NYU, New York University je zadnja leta ena izmed najboljših 10 najboljših univerz na svetu, ker čaka profesor iz Harvarda prišlo v New York na to univerzo. To boste videli iz CV-ja, da je podpredsednik na Citibank za raziskave, da je sodeloval za IMF, vse ostalo tega nam je poravno, ker tam vidite in pa ste tudi videli, da in upam, da v bodoče bomo take ljudi tudi na Ekonomsko fakulteto dobili, a da pridejo za eno leto na sabatika, ali pa za stalno učiti. Zdaj pa še par besed povedal o Momi Rovnaku, jaz sem ga pa spoznal, ker sem glih končal doktorat na MIT-u, pa sem bil, Svetovna banka mi je financirala ta doktorat, pa enkrat prišel ven, pa je poklical po telefonu, če bi celo obdobno eno kavo, pa pol sem dobilo za pol eno uro, pa je rekel, da bi rad doktorat naredil en model, kako je trgovina North-South, sever-jug, ne. Pa sem rekel, na Svetovni banki pa na Harvardu so tako študij naredili, že cel kar Richard Cooper je profesor za trgovino, za trade na Harvardu isto, Jeffrey Sachs, ne, se rekel, jaz pa se ne spomnim ene študije, da bi en naredil študijo South-South. Trgovina jug-jug, ne, recimo, danes je trgovina Kitajska, Indija v milijardah, ne, takrat je bilo to še vse v začetku, jaz ne vem, če bo na svet poslušal, ampak je rekel, da bo o tem premislu, no. Kar se pa njega tiče, ne, se pa zdaj zredil od Venice Trstenjak, da uči na Dunajski univerzi, potem da tudi v Franciji, kar je nenavadno in po svetu je eden izmed, tukaj je še nekaj uglednih profesorjev, eden izmed uglednih profesorjev Ljubljanske ekonomske fakultete, kakor je Svenčega velika dvabil politiko, pa ni hotel za finančni minister in vse ostalo, in jaz počestitam, ker s tem si je sam povečal ugled, ne zmanjšal, ker prvotno politiko pa nas ne grejo najbolj tepeskega brajtost. No, jaz bom stalo pustil, da se dokažete, kaj je zvesta in znata in vam želim prijetno predavanje. Hvala lepa. Dobar dan še z moje strani. Hvala lepa Borisu za uvod. Igor, jaz mislim, da v imenu obeh lahko to rečem. No, ampak en oseben komentar, ker Boris že na ta način začel. Boris je edin človek, ki se mu jaz v doktoratu eksplicitno zahvalil, osebno, jasno, inštitucije in tako naprej. Tako da, ja, Boris je meni takrat precej pomagal, jaz sem se že zdaj pri doktoratu malo na drugo smer, kot jug, plačilna bilanca je bila glavna tema. Tako da, evo Boris, še na ta način hvala ti za takratno pomoč. Moram reči, da mi je res velika čast, da imamo na fakulteti možnost tudi v tem okviru slovenskega kongresa pozdraviti Igorja Cesarca. Boris je povedal precej o njegove, rekel, kaj je do sedaj počel, tako da jaz tega dela sigurno ne bom. Jaz sem si zamislil tole današnje druženje na ta način, ko sem se tudi pogovarjala z Igorjem, da bo on naredil en uvod v to temo, tudi imate pač naslov Globalno gospodarstvo v času pandemije in po njem, in potem pa preprosto, da stvar odpremo v diskusijo. Jaz imam jasno ogromno vprašanj na to temo, ampak bom se skušal, zadržati to, da bomo
lahko čim več skupaj o teh stvarih podiskutirali. Tako da, Igor, jaz bi te kar prosil, da ti prevzameš besedo in da potem nadaljujemo z diskusijo. Hvala lepa. Upam, da se slišimo tudi z mikrofonom. Dobro jutro vsem skupaj in najprej ena ogromna zahvala vsem, ki ste omogočili ta dogodek, se pravi Svetovni slovenski kongres na čelu z Borisom in pa s celotno ekipo Sonja in ostali in pa seveda Ekonomski fakulteti za gostoljubje tukaj v vaših prostorih. Res mi je v neizmerno čast, da lahko tudi tukaj v Sloveniji se pogovarjamo o teh temah, na katerih drugače redno delam in ki so mi zelo pri srcu, torej ekonomske raziskave. Zdaj, jaz imam nekaj tudi zadev, ki jih bom prikazal na zaslonu. Tukaj nas je veliko ekonomistov, radi imamo številke, radi imamo grafe, tako da upam, da nam bo uspelo to spraviti gor tudi na sam projektor. Zdaj, če začnemo mogoče z eno takšno splošno sliko v povezavi s to našo temo in preden začnem s tem, se moram tudi vnaprej nekoliko opravičiti in povedati, da vso mojo kariero, se pravi ekonomista, vse to je potekalo v tujini, tako da če me kje zanese pri kakšnem izrazu, pa če bom kakšnega angleškega uporabil, upam, da tudi ne bo nič narobe. Torej, mislim, da zdaj v tem trenutku, kjer smo že dobili določene podatke o tem, kakšen vpliv je imelo tiste začetki pandemije, tudi ko so bile karantene in tako dalje, na samo gospodarstvo. Mislim, da zdaj nobenemu več ni presenečenje, da je globalno gospodarstvo v recesiji in sicer tudi v najgloblji recesiji od velike depresije. Se pravi, tudi če primerjamo tisto recesijo, ki je bila leta 2008-2009, v tem času sicer je svetovno gospodarstvo se je krčilo, vendar ne do te mere, do katere nekako pričakujemo, da se bo krčilo letos v letu 2020. In tukaj lahko tudi pogledamo nekaj teh številk, kjer naše projekcije kažejo, da bi se gospodarska rast, se pravi rast BDP-ja v letošnjem letu, se pravi za celotno svetovno gospodarstvo, lahko skrčilo za nekje okrog 3,7%. Zdaj to se nekako lahko razbije na razvita gospodarstva, katera se bodo skrčila tam nekje okrog 5% po naših napovedih, potem pa se pravi emerging markets, ki so ta vzhajajoča gospodarstva, recimo temu tako, nekje okrog 2%. Zdaj, tukaj lahko vidimo veliko teh številk, nočem iti zdaj skozi vsako alinejo, bi pa nekaj takih potez tukaj omenil. Se pravi, največjo kontrakcijo vidimo v tistih državah, kjer je pandemija bila močno prisotna in s tem seveda tudi močno prisotni povezani ukrepi, se pravi karantenski ukrepi, kjer se je dejansko zapiralo skoraj celotna gospodarstva. Potem pa še tu ena druga stvar, ki jo je vredno omeniti, in sicer to, da pričakujemo nekako največje krčenje gospodarske rasti tudi v državah, ki so že nekako pred pandemijo oziroma vstopale v pandemijo z nekimi prejšnjimi težavami. In tukaj lahko omenimo recimo Mehiko, Argentino, tudi Južnoafriško republiko in tako dalje, ki so nekako že pred pandemijo imele določene gospodarske težave in je potem seveda vse, kar je sledilo, to samo stopnjevalo. Vendar, ko nekako kot ekonomisti gledamo te številke, recimo letna gospodarska rast, so to ogromne številke, recimo še posebej v razvitem svetu, ki smo navajeni na nekih 1,5 do 2,5% realne rasti, se pravi BDP-ja, so te številke nekje -5%, -10%, res skoraj že nekaj nepredstavljivega. Tako da v bistvu ena metrika, ki jo zelo radi tudi gledamo, je naslednja, se pravi ne samo kakšne bodo te številke rasti, ampak kdaj se bomo v bistvu vrnili na isto raven bruto domačega proizvoda, kjer smo bili pred samo pandemijo. In tukaj lahko vidimo na tem našem grafu na
v bistvu vaši desni strani, to modro črtkano črto. Se pravi, tukaj imamo to je raven realnega BDP-ja, in tista svetlo modra črta je trend. Seveda smo po zadnjem kvartalu leta 2019 iz tega trenda padli in padli kar krepko. In zdaj v bistvu glede na te naše projekcije, ki sem jih tudi prej kazal, nekako mi pričakujemo, da se bo globalno gospodarstvo vrnilo na isto raven BDP-ja, torej nekje okrog drugega kvartala naslednji letos, torej 2021. Zdaj tukaj je kar veliko ene heterogenosti med samimi različnimi gospodarstvi po svetu. In recimo na tem grafu lahko vidimo, stolpci so tukaj, je delež globalnega BDP-ja, ki se bo v določenem kvartalu vrnil nazaj do pač ravni, ki je bila pred pandemijo. In tukaj recimo ta prvi stolpec na levi strani, ki je drugi najvišji, lahko pričakovano sklepamo, to je Kitajska, ki se bo že nekako do konca tega leta vrnila do ravni BDP-ja, ki je bila pred krizo, pred pandemijo. Ta najvišji stolpec je so seveda ZDA. Vidimo pa, da je tukaj precej debel ta desni rep, se pravi ta right tail. In tukaj imamo kar dosti tudi nekaterih evropskih gospodarstv, ki bodo potrebovala tudi do leta 2022, nekatere mogoče celo dlje, da se vrnejo nazaj do iste ravni BDP-ja, pa tudi recimo Latinska Amerika, nekatere države Latinske Amerike, ki bodo res potrebovala tudi do leta 2023, da se vrnejo na to isto raven. Tako da slika, se pravi, po celotnem svetu je zagotovo različna v različnih regijah. Zdaj, še ena zanimiva stvar je ta, da glede na naše projekcije v bistvu pričakujemo, da bo prišlo tudi do neke vrste izgubljenega BDP-ja. Se pravi v smislu, da ko se bomo vrnili na isto raven in bomo potem začeli rasti naprej, bomo rasli, se pravi, nekako po tej trendni liniji, ne bomo se vrnili nazaj na tisti trend. Torej ta črtkana modra črta se ne vrne do svetlo modre črte, kar pomeni, da v bistvu zaradi te trenutne krize bo tudi pričakujemo, da bo izgubljen BDP, torej da se ne bomo vrnili nazaj na tisto staro trendno črto, ampak bomo nekako ostali na tej novi. In to v bistvu zgodovinsko gledano niti ni tako pogosto. Recimo na zadnje se je to res zgodilo leta po krizi 2008-2009, ko se tudi recimo nismo vrnili nazaj na trendno črto, ki je obstajala pred krizo. Tako da to se nekako dogaja pri teh globljih krizah, ampak zgodovinsko pa je pogosto ta rast potem po krizi bila toliko visoka, da se tudi gospodarstvo nekako vrnilo na tisto staro trendno črto. Zdaj, podatki trenutni, ki prihajajo ven iz različnih svetovnih gospodarstv, kažejo, da se nekako vračamo nazaj, torej, in da se stvari nekako stabilizirajo, da se normalizirajo, da se seveda potem, ko se velika večina gospodarstva tudi odprla, da okrevanje je v teku. Ampak kljub temu številna tveganja pa še vedno obstajajo. In to je nekaj takega, kar potem vedno tudi poudarjamo, da čeprav se vračamo, gospodarstva okrevajo, ta tveganja so vsekakor zelo prisotna in tudi zelo pomembna, ko nekako razmišljamo o prihodnjih nekaj letih. Zdaj, ena velika stvar, ki jo opažamo, je negotovost. Zdaj, tudi kar se tiče same pandemije, pa nismo na tem področju, da bi zdaj tukaj napovedovali, kako se bo pandemija nekako razvijala naprej, ampak to vpliva seveda na ekonomske odločitve samih posameznikov in pa tudi nenazadnje podjetij. In tukaj imamo, se pravi, negotovost glede drugega vala, kako močan bo, glede na to, kako bo močan, tudi do katere mere se bodo države odzvale z raznimi ukrepi. Potem tukaj je veliko negotovosti glede samega razvoja cepiva in tako dalje. Tako da ta neka negotovost, pa vsi vemo, da ne vpliva blagodejno na investicijsko dejavnost. In tukaj tudi opažamo v bistvu, recimo na teh grafih lahko vidimo nekatere ankete, ki
sprašujejo odločevalce v podjetjih, do kolikšne mere načrtujejo v naslednjih mesecih investirati, recimo. In tukaj vidimo, da še vedno ti načrti za investicije samih podjetij so precej nizka. In na podlagi tega potem v bistvu tudi naša neka pričakovanja za investicijsko dejavnost v prihajajočih kvartalih je še vedno do določene mere zaskrbljujoča. In če tukaj primerjamo tale dva spodnja grafa, na desni strani vidimo naše napovedi za investicijsko dejavnost v nekaterih večjih svetovnih gospodarstvih, in vidimo ta ogromen upad leta 2020, ampak če pogledate malo tudi na samo skalo, vidite, da tam se spusti tudi čez minus 30 odstotkov. In če to primerjamo recimo z potekom investicij med krizo 08-09 in pa po njej, ki je pa na levi strani, vidimo, da tudi ta skala je precej drugačna. Tako da res ta upad investicij je ena stvar, ki je precejšnje tveganje v tem trenutku, razen seveda investicije v tehnologijo, kjer pa se edino vidi v tem trenutku nek porast. Potem eno tveganje, ki ga je vredno omeniti, je tudi sami sektorji, za katere je nekako bilo v začetku pričakovati, da se bodo morda vrnili prej v tiste ustaljene tirnice, mogoče sektorji, v katerih je lažje izvajati neke ukrepe. Torej tukaj imam v mislih še posebej proizvodbeni sektor, se pravi manufacturing, kjer nekako ta industrijska proizvodnja, se pravi v eni tovarni je verjetno lažje nekako zagotoviti ustrezne pogoje za delo, ampak ko spremljamo to, in tukaj smo naredili eno zelo zanimivo raziskavo, kjer smo v bistvu s pomočjo skoraj podatkov v realnem času, imamo tako imenovani nowcasting, torej to ni napovedovanje, ampak recimo temu zdaj povedovanje, torej skušamo napovedati točno v tem trenutku, kje je tista dejavnost na področju industrijske proizvodnje in recimo še ne vidimo, da bi se vrnili do iste ravni, kot je bila pred samo pandemijo, kljub temu, da je to en sektor, kjer verjetno dosti teh ukrepov, varnostnih ukrepov se lahko upelje. In to je recimo tudi ena taka stvar, da tudi tisti sektorji, za katere smo pričakovali, da bi lahko recimo se prej vrnili, se v tem trenutku še vedno niso in okrevajo nekoliko počasneje. Potem eno tveganje je tudi trg delovne sile. Zdaj smo govorili o tem nekem povratku rasti BDP-ja in pa nekako vrnitvi do iste ravni samega bruto domačega proizvoda nekje naslednje leto, ampak pri samem trgu delovne sile pa vidimo, da se zadeve razvijajo nekoliko bolj počasi. In tudi, če pogledamo recimo te stolpce, temno-modra stolpec tukaj na levi strani so recimo ZDA. In zdaj v zadnjih nekaj mesecih vidimo, da v Združenih državah dodajajo tudi po milijone novih služb, ampak skoraj pozabljamo, da se je takrat marca in aprila je bilo pa tudi po 20 milijonov izgubljenih zaposlitev. In recimo to vračanje samega trga delovne sile je tudi nekoliko počasnejše in to je eden izmed teh tveganj, katere spremljamo. Potem pa verjetno tudi omeniti, da so določene panoge, za katere je kar nekako pričakovati, da se ne bodo vrnile v te neke ustaljene tirnice še kar nekaj časa. In tukaj recimo se pogovarjamo o turizmu, o gostinstvu, letalstvu in tako dalje, kjer dejansko je bil ta upad močan in tudi nekako še vedno ostaja. Če vidimo to spodnjo ravno črto, šele zdaj proti koncu se zadeve nekoliko izboljšujejo. Se pravi, obstajajo določene panoge, ki dejansko tudi, za katere se pričakuje, da bodo nek srednji rok še okrevale precej počasi in tudi to predstavlja neko tveganje za nadaljnji razvoj gospodarstva. In zdaj, če nekako združimo vse te stvari skupaj, to se pravi, pričakujemo, da okrevanje bo se nadaljevalo, obstajajo določena tveganja in potem, kakor tisti rek pravi, kaj pa, če je vse res, kaj pa, če se ta neka tveganja tudi dejansko realizirajo. In smo tudi naredili nekaj simulacij, kjer
v bistvu smo pogledali, kakšne pa bi bile naše projekcije, če bi se določena ta tveganja tudi realizirala in tudi nekateri ti negativni šoki, da bi se realizirali. Ne? In tukaj bi recimo na ta graf, katerega smo že prej analizirali, bi dodal še tole rumeno črtkano črto. Ne? In to je pa ena simulacija, ki smo jo naredili z predpostavkami, da se določena ta tveganja tudi realizirajo, ne? In vidimo, da ni težko nekako priti do scenarija, v katerem je to okrevanje veliko počasnejše in se tudi globalno gospodarstvo vrne v do iste ravni BDP-ja šele enkrat 2020 v primerjavi z tem, bi rekel, osnovnim scenarijem, kjer se vrne že v sredini 2021. Tako da, če nekako potegnem črto pod ta moj uvod, bi rekel, da zagotovo v tem trenutku pričakujemo, da se bo okrevanje nadaljevalo, še vedno je v teku. Določene zadeve celo so tudi okrevajo boljše, kot je bilo pričakovano, vendar vsa ta tveganja, katerem sem omenjal, nekako se jih moramo zavedati in na njih nekako paziti in da je ta pot do nekega popolnega okrevanja iz krize oziroma recesijo, ki jo je pandemija nekako začela, da je ta pot še vedno dolga. Tako da na tem trenutku bi zaključil svoj uvod in bi predal besedo nazaj profesor Mraku, da nekako gremo iz tega monologa v dialog in se tudi veselim vaših mnenj. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod. Imamo eno sliko zdaj, predvsem, bi rekel, kratkoročno, kaj se vidi v naslednjem letu, dveh. Mene moram reči, ena številka mi je tako malo, da bi mogoče jaz izkoristil kar, da te večkrat za pokomentirati. Ta padec, mislim, da je bila prva tabela, tist 3%, 4% na svetovnem nivoju bi bilo relativno tako, padec razvitih držav, večji 5, ampak v bistvu imam malo presenetil relativno majhen padec emerging economies. In ko gledaš tele države, so ga tamle, imaš občutek, odkot ta relativno majhen padec emerging economies. Ker Kitajska ni plezala, je v bistvu je na 2%, tako da kaj je to? Ne, v bistvu je ravno Kitajska, ker jo štejemo zraven pod emerging economies in glede na to, da ima predvideno rast nekje okrog 2,5%, glede na svojo relativno velikost, že v svetovnem gospodarstvu zaseda seveda drugo mesto, med emerging markets pa toliko prispeva k temu, da je to padec toliko manjši. Ker če pogledamo dosti tudi drugih držav, so padci tudi precej znajo biti tudi večji kot v razvitih državah, ampak Kitajska za svojo velikostjo nekako to potegne naprej. Tako da je bilo veliko letošnjega leta so že... Tako. Jaz bi kar odprl diskusijo, da ne bom jaz, imam ogromno vprašanj, ampak izvoli, Boris, mogoče vi. Isto vprašanje, kar se Kitajske tiče. Kitajska je, Bloomberg vsak dan objavljal free corona information, imaš, Evropa je zdaj 40,000 na dan, Amerika 35, 40, 45, približno isto, Kitajska je pa 10 svakaj. In Kitajska je po IMF-u, po Purchasing Parity Index, to je to, da je tam stanovanje v centru Beijinga, ne vem, pomoče $500, v centru Washingtona pa 1500, je že večja ekonomija po BDP kot Amerika. In Kitajci s tem, da so zdaj bojo malo začeli zdaj rast, bojo še povečali vrednost BDP-ju pred Ameriko, ker so to tako dobro s korono ustavili in kako bo to vplivalo naprej, ker oni bodo zdaj še hitreje rasti, Amerika pa traja, da se bo pobrala. Mislim tudi, kaj bo vrnite pokazali. Ja, to je res odličen komentar, hvala Boris. Zato nekako se pričakuje, da bo Kitajska še naprej rasla in bo nekako postajala gospodarsko še pomembnejša, kot je sedaj. Se pravi, da tukaj se analitiki nekako strinjamo, da
da ta pričakovana rast se bo tudi po naših napovedih realizirala. Treba pa je vedeti tudi naslednje, da Kitajska je precej vpeta v globalno gospodarstvo, ne. Je izredno izvozno naravnana, tudi recimo je veliko in še vedno, no, seveda, izvaža v ZDA in tudi recimo v druga gospodarstva, še posebej v regiji in je z njimi močno povezana, ne. Tako da tudi zdaj Kitajska sama po sebi ne more nekako se izolirati in samo rasti na podlagi notranjega trga, ker tudi notranji trg se šele razvija in tudi Kitajska nekako je pred kratkim objavila, da bodo skušali se nekako osredotočiti tudi bolj na notranji trg, ampak so še vedno izredno vpeti v globalno gospodarstvo, tako da če se ZDA počasneje, če okrevajo, če druge regije po svetu počasneje okrevajo, to zagotovo potem vpliva tudi na Kitajsko. Tako da ta vpetost v mednarodni gospodarski sistem je tukaj zelo pomemben, tako da tukaj res bo moralo celotno svetovno gospodarstvo se nekako pobrati iz tega, da bo lahko Kitajska dejansko nekako zakorakala naprej po stari poti. Sam komentar, ne? To sprav pomeni, Xi je prej naredil, ne? Predsednik Kitajske je dal direktivo, da mora zdaj svoj notranji trg razviti. Amerika zelo malo izvaža, ne? Praktično več uvaža, kaj izvaža. Kitajska pa do zdaj svoje notranje ekonomije ni vzdržvala. Ameriška ekonomija sloni na notranjo potrošnjo, ne? In tukaj ima Kitajci ogromno rezervo, drugič bojo oni še zmeri probali izvažati v Azijo, v Afriko, Evropo, ne, če jih bo Amerika zavrednila, ampak oni imajo ogromno potencial na notranjem trgu. Če sam kopijo gradijo ameriškega gospodarstva, trg je še ogromna rezerva. Samo še en zanimivo, ne? Pri Kitajski, če gledaš recimo to njihovo plačilno bilanco, ne? Kitajsko smo imeli stalno kot velik suficit in tako naprej. Ne? Pred krizo, lansko leto je imela Kitajska plačilno bilanco tekoči račun uravnotežen. Lansko leto, pred to je COVID-om. Tole zdajle verjetno zopet pomeni povečanje, ker glavni vir zmanjševanja suficita v tekočem delu plačilne bilance je bilo zanimivo, kaj je bilo. Turizem. Kitajci so imeli lansko leto ali pa 2 leti nazaj od turizma neto odliv 200 milijard dolarjev. Se pravi, oni so imeli v tradu, v trgovini suficit, ampak je bil ta suficit več ali manj, da rečem, ko pojeden z storitvami, tega je zdaj jasno v tej situaciji manj. Tako da zanimivo so tudi te tečajne stvari, juan, dolar, evro, mogoče še komentar na to? Ja, zdaj, glede samih deviznih tečajev, v tem trenutku nekih večjih premikov ne pričakujemo glede na napovedi naših analitikov. Zdaj, določeni premiki so se že zgodili v zadnjih mesecih, vemo, da je dolar precej padel in po naših napovedih zdaj na nek krajši rok ne pričakujemo nekih večjih premikov, kot sem že omenil. Na nek srednji rok pa se tudi pričakuje, da bi se to izgubljanje vrednosti dolarja lahko tudi nadaljevalo, predvsem zaradi tega, ker nekako dolar je zrastel takrat, ko so bile razmere res zaostrene. Zdaj pa, ko se v bistvu stvari normalizirajo, ko se zadeve tečejo v tiste ustaljene tirnice, pa potem dolar kot tisti safe haven deviza oziroma valuta potem nekako izgublja na vrednosti, ker pač svetovni kapital in pa tudi ti kapitalski tokovi so takšni, da gredo ven iz teh varnih naložb in grejo tudi v bolj tvegane naložbe in to običajno pomeni potem nekoliko šibkejši dolar. Tako da na podlagi tega na nek srednji rok po izračunih naših analitikov se pričakuje, da lahko dolar nekako napram tem glavnim valutam še nekoliko izgubi na vrednosti. Kitajci? Govorimo o valuti, ne? Kako? O valuti, ne? Ja, ker oni v bistvu imajo zelo, Tako, ampak oni imajo po eni strani ogromne rezerve. Imajo rezerve, tako, ampak po drugi strani pa zelo previdno potem s temi rezervami operirajo in tudi želijo poskrbeti, da bo valuta nekako primerna temu, da bo njihovo gospodarstvo lahko še naprej, recimo z to izvozno naravnanostjo operiralo. In to je nekako del tega okrevanja iz trenutne situacije. Izvolite, jasno.
Vprašanja, komentarji? Hvala za besedo, lep pozdrav iz moje strani. Ko smo govorimo o pandemiji, se moramo vrniti na začetek. Ne? In jaz bom dal kup vprašanj, pa bom dobil tudi adekvatne odgovore. Ko se je to začelo v Wuhanu, ne, je potem Kitajska zaprla vse letalske povezave iz Wuhana proti ostali Kitajski. Ni pa zaprla proti ostalim na svetu. Ne? Tudi v Italiji se je začel, vemo, kje je glavna žarišče. 100.000 kitajskih delavcev, ki se vračajo do obletnih praznikov, je bilo okuženo in Italija je postala v Evropi žarišče. Skratka, za to pandemijo je skoraj dokazano, da je bila Kitajska tista, ki je povzročila ta nemir ali pa ta problem tega sveta. Ne? In tudi vidimo, kako ima plus, se pravi, da je po mojem mnenju Kitajska zmagovalka te borbe, velika izguba je pa Evropska unija in pa Evropa. Ob tem, da Kitajska že 20 let je članica Svetovne trgovinske organizacije in grobo krši ta pravila, katere je takrat sprejela in to ugotavlja v bistvu, po mojem mnenju, samo Donald Trump, ostali svet pa menš pred manj. Tudi moje vprašanje je, kaj tele banke, ameriško pa to, tudi na tem področju delajo proti Kitajski. To je eno vprašanje, drugo pa, govorilo se je že pomladi, da bo potrebno, da bojo in Evropa, in Amerika, in ostale države kup proizvodne iz Kitajske vrnilo nazaj v Evropo in v Ameriko. Kaj se na tem področju dogaja? To je že enkrat potitilo, saj jaz nimam teh informacij, no preko bera, ni več to člankov, kot jih je bilo pa še pred 3 meseci, ko je bila ta tema zelo aktualna. Tudi moje vprašanje je, kako bo to vplivalo na globalno ekonomijo, na rast, se pravi, če se bojo te industrije vračale nazaj ali se ne bojo več, ker tu zdaj, če ste gledali videokonference Evropske unije in Kitajske, da je bilo ogromno enih očitkov proti Kitajske, ampak Evropska unija je drža vredno promila, da vemo, da imajo Kitajci že v parih državah svoje ljudi in rušijo enotnost Evropske unije. Jaz mislim, da je Kitajska svetovni problem tako z vidika varnosti, če gledamo Južno-Kitajsko morje, po te tenzije, ki nastajajo, kot tudi z vidika tega gospodarstva, ker ne spoštuje pravil igre, odnosno ali je svet zdaj popolnoma utihnil, kar se tiče, kdo je glavni krivec za to pandemijo, ali še te razprave teče naprej. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanja. Dve vprašanji. Pri prvem vprašanju žal se bom moral ograditi in ne bi zdaj komentiral teh nekih zadev glede samih začetkov pandemije, pa tudi glede neke umestitve, glede varnosti in tako dalje, ker v bistvu to niti ni naša vloga, da nekako imamo mnenja o teh stvareh, temveč je naša vloga, da vzamemo razmere takšne, kakršne so in potem izračunamo in nekako se pogovarjamo o posledicah za gospodarstvo. Lahko se pa dotaknem vašega drugega vprašanja in sicer glede samih proizvodnih ciklov in pa tudi glede samih teh dobavnih verig, torej supply chains, kjer smo tudi na tem področju recimo naredili ene raziskave, kjer se kaže, da so vse te dobavne verige že med samo pandemijo zaradi samih potreb nekako preuredile. In tukaj so določene države, tudi v samem začetku, ko se je pandemija začela in je bila omejena recimo prvenstveno na Kitajsko, so nekatere okoliške države v bistvu pridobile s tem, ker se je določena proizvodnja tista, ki se je lahko, se je preselila tudi v druge države, ki so imele to kapaciteto. Tako da ti neki premiki so se že dogajali in tudi lahko pričakujemo, da se ravno pri dobavnih verigah bo to ena stvar, ki se bo obdržala tudi za nek daljši rok, da se bodo te verige preuredile, da ne bodo mogoče fokusirane samo na določene države pa na določena recimo področja, temveč da bodo podjetja diverzificirala tudi svoje dobavne verige in s tem zagotovila neko večjo varnost pri kontinuiteti same proizvodnje, če recimo pride do določenih težav na nekem področju, zaradi katerega se podjetja lahko zapirajo ali kaj takega. No, mogoče še en komentar. Jaz tudi mislim, da se ta proces se dogaja. Zdaj verjetno te dobavne verige bi se to spreminjalo, tako bi rekel, dramatično, zelo na hitro, tega ne bo, ampak jaz mislim, da se bo dogajalo predvsem skozi spremembe investicij. In ta element varnosti bo po mojem v tem kontekstu teh globalnih verig postajal bistveno bolj pomemben, kot je bil. Tako da, to je tudi verjetno tudi za nas ena priložnost.
ne, koliko bomo izkoristili, je druga stvar. Evo, bom kar jaz odnesel. Izvoli, Sašo. Saša Planec, Ekonomska fakulteta. Moje vprašanje je pa vezano na ukrepe. V kolikšni meri ste uspeli pri teh projekcijah na castingu upoštevati finančne vrednosti vseh ukrepov, ki so bili po različnih državah sprejete? Na Sloveniji smo v veliki meri odvisni recimo od izvoza in ukrepi gotovini vplivajo posredno preko uvoznega vprašanja teh držav. Tako da me zanima, kako ste se lotili tega modeliranja, glede na to, da so podatki v tem precej nepopolni, verjetno težko dostopni. Ja, hvala za vprašanje. Zagotovo to je ena stvar, ki je izrednega pomena. Ne? Ravno v tej trenutni krizi so ukrepi tisti, ki so nas nekako tudi pripeljali do te točke, kjer danes smo. Ne? In tukaj govorimo tako o ukrepih ne same monetarne politike, pa tudi fiskalne politike. Recimo, fiskalna politika je bila tista, ki je veliko stvari na samem realnem gospodarstvu pomagala nekako obdržati nad vodo. Tudi monetarna politika je tukaj prispevala, tudi finančne trge je precej podprla, da so se zdaj vrnili nekako do ravni, ki so bile že prej. Tako da vse te neke stvari, katere so že bile narejene, so seveda že v naših modelih in pa tudi imamo določene projekcije za naprej. Pravi, nekatere od teh projekcij so mogoče malo bolj natančne, ne? Upoštevamo tudi stvari kot to, da je recimo Fed zdaj napovedal, da bodo obrestne mere v ZDA še kar nekaj let precej nizke, da se čaka, da se inflacija res pobere in tako dalje. Drugi ukrepi ne, so pa veliko bolj tudi negotovi, ne? In tudi sama fiskalna politika, če spet pogledamo, v ZDA zdaj ravno potekajo ta pogajanja o naslednjem krogu fiskalnih ukrepov, kjer obstaja določena stopnja negotovosti, kdaj bodo ti ukrepi sploh sprejeti in tudi nekako, kdaj bodo začeli vplivati na gospodarstvo. Tako da zagotovo vse te stvari so v samih projekcijah. Te projekcije, ki sem jih prej pokazal, so na nek način bottom-up projekcije, se pravi, gledamo posamezna gospodarstva, kaj se v posameznih gospodarstvih dogaja in potem delamo projekcije za njih in pa potem to nekako združimo v globalno projekcijo. Pri tem pa seveda upoštevamo vse te mednarodne povezave med gospodarstvi, ne, tudi njihove trgovinske povezave in pa tudi to seveda, da če ta večja gospodarstva se poberejo, to seveda potem potegne sabo en kup manjših gospodarstv, ki so z njimi povezana preko trgovinskih in drugih povezav. Ravno pa zaradi te negotovosti, ne, se pravi, govoril sem že o nekih makroekonomskih negotovostih, obstaja tudi negotovost glede samih nadaljnih ukrepov in pa tudi nekako implementiranja te fiskalne politike, tako da to pa potem nekako vključimo v projekcije tako, da imamo določene scenarije, kaj pa zdaj bi se lahko zgodilo, če določeni ukrepi niso sprejeti in tako dalje. In to zaradi tega tudi ne, je pri teh projekcijah, seveda, kot tudi sami dobro veste, tisti uncertainty band je precej širok. Boste kar vi. Matjaž Ribaš. Mene pa zanima, te projekcije, ki jih delate, kako v bistvu na nje vplivajo okoljske oziroma klimatske spremembe. Vem, beremo, vidimo, ne, v Ameriki se preko že te neposredne preko grožnje teh po eni strani poplav, požarov, po drugi strani beremo preko določene industrije, ima probleme recimo naftna industrija pri črpanju, na drugi strani pa pravzaprav imamo v Evropi pa Green Deal, ki pa veliko na en način zelo računal na to, da se bo del določene industrije prestrukturiral in se preko usmeril v te bolj oglično nevtralne dele. In to me zanima pravzaprav, kako vse te stvari vplivajo na razvoj evropskega oziroma svetovnega gospodarstva v posameznih državah tudi. Lahko še kaj jaz dodam eno vprašanje, če dovolite. Ker je malo na tole vezano. Se pravim, bi rad izkoristil tole, ker je na tole temo. Čital sem dale vaš nek report, ne, zdajle od julija
Does the pollution data, what is data say about the European manufacturing industry? Ne? Se mi zdi, metodološko se mi je zdela zelo interesantna, ne? Po teh podatkih dnevnih, koliko je polucije v mestih, ne? Gledati na manufacturing, ampak po drugi strani sem si pa postavil samo vprašanje, kaj pa s transportom, kaj pa promet in tako naprej, kako metodološko te stvari so zajete, ne? Ker se mi zdi, da je stvar mečken vezana na to, sploh mogoče tale okoljski del, kako ga imate v teh vaših metodologijah zajetega, koliko se da, kako je to? Ja. Zdaj, ena stvar pri okoljskih spremembah in recimo vplivih na samo gospodarstvo je, da so to res vplivi, ki so dolgoročni in zaradi tega tudi nekako počasni. Ne? In zdaj, ko mi gledamo od naslednjih nekaj kvartalov, pri tem seveda vsi ti faktori pridejo zraven, ampak ne moremo pa zdaj samega okrevanja preko naslednjih nekaj kvartalov pričakovati, da bodo tukaj okoljske spremembe kot take igrale veliko vlogo v smislu, da se pravi, ni to nek direkten faktor not v projekciji. Ne. Lahko to vpliva na takšen način, da ko prihaja do raznih katastrof okoljskih, recimo požari, ki so trenutno v ZDA, so en tak primer, ki so lahko tudi disruptivni za gospodarsko dejavnosti. Ampak čisto konkretno, kako to upoštevamo v raziskavah, kot je takšna, ravno zaradi tega, ker to so neki dolgoročni trendi, pač upoštevamo ta trend, dodamo variablo, ki to upošteva in nekako izločimo ta dolgoročni trend ven, da lahko gledamo te neke kratkoročne nihanja, recimo v samih onesnaževanju teh mest, ki potem nekako kaže na stopnje gospodarske aktivnosti v teh mestih in v njihovi okolici. Jaz ravno to, ker če jaz prav razumem, jaz sem tole prečital, ampak večkrat to pa, ti v bistvu nekega transportnega dela pa v tem nimaš kaj dosti upoštevanega, ne? Se upošteva tudi v bistvu transport. Ker v bistvu obstaja več različnih teh polutantov, katere se lahko gleda in nekateri so bolj povezani z transportom, nekateri so bolj povezani z manufacturingom, ampak tudi recimo pri samem transportu, če se zdaj osredotočimo točno na to raziskavo, kjer nekako upoštevamo tudi to, da če neka proizvodnja poteka, je potem tudi treba te dele okrog voziti. In se tudi to kaže na teh polutantih, ki so povezani z samim transportom. Transport je do neke mere upoštevan v tvojem grafu, kjer letalska industrija gre dol. To je nekaj druga. Sam komentar. Letalska industrija gre dol, kaj bo pa strah, z avioni pa to ne vemo. Letalska industrija bankrotira po celem svetu. Red se bo pobrala bo trajala, British Airways bo pustil 30,000 ljudi in tako naprej, vse letalske ljudi. Kam se transport kaže, kako se bo pa ta land transport pa smo videli. In mogoče še en komentar na vaše vprašanje, pa tudi ta, da nek daljši rok, ko pa gledamo recimo neke strukturne spremembe v samih gospodarstvih, pa zagotovo ti okoljski aspekti postajajo veliko bolj pomembni kot recimo v nekih kratkoročnih napovedih iz kvartala v kvartal. In tukaj ste zelo dobro omenili to možnost za zelene investicije, ki se vse bolj in bolj omenja kot nekaj takega, kar bi zdaj v naslednjih letih lahko postala tudi realnost. In ko smo se prej pogovarjali o tem pomanjkanju investicij, obstaja možnost, da bi takšne zadeve lahko, se pravi neke zelene investicije, lahko nekako začele to investicijsko dejavnost, ki bi pripomogla potem tudi k tej neki srednje do dolgoročni rasti. In po drugi strani pa vredno omeniti tudi to, da sami finančni trgi dajo vse več poudarka podjetjem, ki so nekako naravnana k temu, da so tako imenovani ta ESG, da so sustainable, da imajo investicije, ki so nekako vzdržne na dolgi rok, tako da na nek način tudi finančni trgi to upoštevajo. Imam takoj vprašanje. Ja? Ravno na tale del investicij naprej. Imaš to situacijo, jasno, investicijski skladi polni denarja, obrestne mere so tam, kjer so in bodo tudi očitno še nekaj časa. Se pravi, iskanje novih investicijskih možnosti oziroma naložbenih možnosti in tle, kot vidiš, saj recimo
Po teh informacijah, ki jih imaš, ne, zlasti v razvitih državah, je to investiranje v infrastrukturo, ne, postalo zelo resna alternativa za iskanje, da rečem tako, dolgoročnih jasno donosov. Ne, se pravi, to je dolgoročna stvar, ne, ampak investicijski skladi, kot jaz vidim, ne, grejo zelo veliko v to vrstne investicije, jasno, zelo selekcirano v katerih državah. Ne, tako da, vaš komentar na to, mislim, kako je to z vaše perspektive? Se to vidi, se to... Ja, tukaj bi omenil tudi to, da recimo tudi same države nekako se veliko pogovarjajo o tem, ne? In tukaj bi omenil primer tudi samih ZDA, ne? Ki se zdaj že nekaj časa pogovarjajo o nekih večjih investicijah v infrastrukturo in tako dalje, ne? Kar nekaj recimo deležnikov pač te zadeve podpirajo, ker tudi po nekih teh izračunih ne, je ta multiplier za infrastrukturo precej visok. Ne. Je pa res, da tukaj zraven tudi nek političen proces, se pravi, konkretno v Ameriki ne, so se pogovarjali, vendar to mora sprejeti kongres, ne, in potem tukaj vedno prihaja tudi do raznih variant, ne, kako bi se to lahko uredilo in na kakšen način bi se potem ta denar porabil, ampak je pa to nekaj, kar je zagotovo na mizi, ne, in se o tem veliko pogovarja. Ne. Torej, tako iz nekega javnih virov, ne, se pravi čisto kot država, ampak potem tudi so tu zasebne pobude, ki, kot ste že sami povedali, pač da obstaja velik interes med investitorji tudi za to. Ne. To ni nekaj take, kar bi recimo v tem trenutku zdaj vsaj v nekem našem svetu prednjačilo, oziroma v nekih naših analizah ne vidimo tega kot nek ogromen faktor, ker se veliko bolj nekako v tem trenutku posvečamo temu, kako se bomo izpeljali iz trenutne situacije. Se pa strinjam, da je to lahko eden izmed tistih katalizatorjev. Jaz bom vsem malo riskiral, pa vas vprašal eno stvar, boste pa odgovorili, pa ne boste, ker vem, da ste prej rekel, da morate biti zelo previden. Ampak govorimo izključno o tem gospodarskem vidiku teh ameriških volitev. Naslednjih, kaj pa sem, leto pa pol, to so že te, bi rekel, te vaši kvartali, ki so zelo v tem, kako nam lahko tole pokomentirate? Ja, jaz bi rekel, da načeloma finančni trgi so zelo pozorni na to, na situacijo še posebej v Ameriki in na prihajajočo predsedniške volitve. In tukaj so zagotovo tiste glavne teme, ki so pomembne, recimo je, kakšna fiskalna politika se lahko pričakuje, kar seveda ni odvisno samo od predsedniških volitev, temveč tudi volitev v kongres, torej senat in pa v tako imenovano hišo oziroma House of Representatives, kjer tam ravno v povezavi s temi investicijami v infrastrukturo, se pravi, če sta oba doma kongresa nekako iz iste stranke oziroma z iste strani, potem nekatere te ukrepe lažje sprejeti. Potem je pa tukaj seveda tudi davčna politika, in tukaj je že recimo leto 2017 prihajalo do določenih zniževanj recimo samih davčnih obveznosti v ZDA in je to po nekaterih izračunih pripomoglo v tistem času tudi gospodarski rasti. Tako da to so neke te glavne teme, pa seveda tudi regulacijsko okolje, kakšno bo, ker tudi to predstavlja določene stroške za podjetja in na podlagi tega potem recimo trgi gledajo na izid teh volitev na podlagi teh nekih makroekonomskih programov, ki so predlagani. Za vse ostale zadeve pa, kolikor smo se že pogovarjali, se niti ne bomo v enem takem ekonomski razpravi potem ne spuščamo. Dejansko mislim, da te ekonomske posledice enega ali drugega. Izvolite, počas bomo morali. Zdaj, če eno vprašanje, da tehnološke delnice, pa lepo to rekel, da TikTok, pa Samsung, tehnološka podjetja grejo sky high po svetu, so še najbolj imuna proti koroni, če bi lahko to komentirali, kar se pa infrastrukture tiče, pa res, če bo demokrati zmagali, bo veliko infrastrukturo vložili, pa mogoče povečali davke, ampak tehnološki borze sicer dihajo, ampak grejo gor, so precej imune proti koroni. Tukaj še pokazal en graf.
kar se tiče samih tehnoloških investicij, se imam eno zadevo tudi pripravljeno tukaj. Ko smo se ravno pogovarjali o teh o investicijah prej, in da je to ena ta stvar, ki jo v trenutnem ciklu še vedno pogrešamo, in tudi ti načrti podjetij za investicije še vedno niso tam, kjer bi mogoče v kakšnih drugih ciklih bili. Tukaj pa je izjema so ravno te investicije v tehnologijo. In tudi podatki kažejo na to, da od teh investicij v bistvu investicije v tehnologijo so tiste, ki so izjema pri tem, kar sem govoril prej. In to se potem odraža tudi v teh nekih valuacijah. Sami ste omenili zdaj v bistvu na samih finančnih trgih, kjer potem so ta tehnološka podjetja tista, ki nekako prednjačijo in nekako vleče celotni indeks potem tudi više. In to je bilo zdaj v zadnjih mesecih kar dobro zabeleženo, da nekako so to ta podjetja, ki so v bistvu veliko pridobila. In se pravi, mi to dejansko povezujemo s tem, da investicije v tehnologijo so v porastu in se potem to odraža tudi na finančnih trgih. Dobro, jaz si prosil še mogoče en, dva, izvolite, še kakšno, pa bomo pa počasi. Ja, hvala. V predstavitvi bi govorili še te pre-COVID ravni in rasti in celotne vrednosti, pa prav nam še en déjà vu, ki se navežeš na 2008, se pravi, govorimo o nekem all over again, se pravi back to normal, bi nekdo rekel. Ampak po vaše ta back to normal, kot smo ga poznali pred 2008, potem smo se vrnili na njega, pa smo ga zdaj poznali pred COVID-om, ali računate tudi na kakšne večje spremembe? Zdaj si malo govoril o skrajšanju pa spremembih dobavnih verig, mogoče lahko govorimo o kakšni deglobalizaciji, drugačnemu načinu dela, manj business travel, kaj so neki trendi, za katere recimo ocenjujete, da se bo kot posledica tega šoka, ki ga je doživel svet, se vnesli v globalno gospodarstvo? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, konkretno na ta naslov déjà vu se nanaša v bistvu na ta izgubljeni BDP, kjer se nekako ne vrnemo k tisti stari trendni liniji, temveč imamo ta izgubljeni BDP. In to je tista recimo paralela, ki smo jo potegnili z dogajanjem v krizi 2008-2009 in pa z trenutnim dogajanjem oziroma s projekcijami, kako bi se ta gospodarska rast odvijala v naslednjih kvartalih in pa v naslednjih letih. Zagotovo pa velja omeniti, da kriza kot taka je zelo različna od tiste, ki je bila leta 2008-2009. Zdaj pač tista glavna razlika je, da tista kriza je bila tudi finančna kriza, trenutna pa ni. In to lahko pripišemo delno tudi nekaterim ukrepom, ki so bili izvedeni, ampak po drugi strani tudi finančni sistem je nekako vstopil v trenutno situacijo v precej dobrem stanju. Tako da finančni sistem nekako še naprej normalno funkcionira in deluje, kar pa je bilo drugače leta 2008-2009. Trenutna kriza pa, kot vsi vemo, je posledica tega, da so se dejansko gospodarstva skoraj nastikalo zapirala v času tistih najvišjih oziroma v začetku same pandemije. Kar se pa tiče nekih strukturnih sprememb, ravno zaradi tega se mi zdi, zaradi različnih teh vzrokov krize in pa tudi zaradi različnega poteka, lahko pričakujemo določene strukturne spremembe. In mislim, da kar nekaj je že bilo omenjenih, tudi jaz sem jih prej omenil, pa tudi v samem komentarju so bile omenjene, se pravi ta nek premik do tega, da je potovanja manj, da so določene storitvene dejavnosti, so sedaj drugačne. Vsi vemo, da če gremo zdaj ven v restauracijo, moramo sedeti narazen in tako dalje. Pri samem turizmu so stvari drugačne. Tako da ti neki sektorji na nek srednji rok pričakujemo, da bodo drugačni. In to sem tudi prej tiste grafe na to temo pokazal. Tako da
kako se recimo mogoče finančni sistem do določene mere spremenil po letu 2008-2009. Tukaj je bilo kar nekaj tudi nove regulacije, tudi zahtev, da je finančni sistem bil okrepljen, da so tudi kapitalska okrepljenost samih bank in pa finančnih institucij bile prisotne. Tako, to so bile neke strukturne spremembe na tem področju, tako lahko pričakujemo tudi, če potegnemo paralelo, določene strukturne spremembe tudi tukaj v vseh teh sektorjih, ki sem jih že prej kazal gor na grafu. Dobro, jaz potem počasno naš razgovor. Če je še kakšno vprašanje, ker ne bi rad, da bi... Izvolite. Dobar dan, jaz sem Franc Slavnič iz Kranja in moram reči, da vam čestitam predsedujočima, ker sta tako lepo umirjeno blokirala provokacijo Kitajske. Glejte, jaz sem zmeraj na stališču, da je treba spoštovati svoje znanje in se opirati na svoje znanje, ne pa svojo kariero in eksistenco graditi na tem, da na druge kažeš, kako so slabi in so krivi vsega, kar se na svet dogaja. To je bil moj komentar pa zdaj. Moje vprašanje pa je, v teh vaših analizah, ki so sicer tako poglobljene, da jih nisem mogel slediti, čeprav sem tudi jaz ekonomist, pa še elektroinženir povrh, tako da imam to širino nekako zagotovljeno, sem pa v penzionu, tako da se s tem ne morem nič pomagati. Ampak moje vprašanje je, kaj če se recimo leta 2021 pojavi nek COVID-21. Te predpostavke najbolj niste upoštevali, sploh niste nič povedali o vaših predpostavkah, kako ste te analize delali, kar bi bilo zelo zanimivo, robne pogoje, ki ste jih upoštevali, verjamem, da ste jih. Ampak teh epidemij je pa svet bilo že 1 milijon, recimo sam pogledamo špansko gripo, recimo jaz se jo spomnim, sem predmlad, čeprav sem še 80 let star. Ampak danes o tem, da je Španija vsega gorjaš kriva, nič ne govorimo, ne bo šlo takrat govorilo, ampak kakorkoli. Jaz mislim, da gledajte, recimo črne koze. Črne koze so iztrebili, ampak v laboratorijih so pa črne koze še zmeri. Kaj če nek pametnjakovič to ven spasti, pa imamo novo epidemijo tlele in se bomo spet borili. Recimo, zdaj jaz verjamem, da to je strokovno vprašanje, ne ekonomsko vprašanje. Strokovno vprašanje, kako se boriti proti takim epidemijam. No, zdaj se pravi, moje vprašanje je samo to, kaj če se pojavi COVID-19. Ja, hvala za tudi tisti prvi komentar, pa seveda tudi za vaše vprašanje. Zdaj zagotovo, kar se tiče naših predpostavk, te predpostavke osnovne ne vključujejo tega, da bi se zdaj naslednje leto pa zgodila neka druga pandemija. Se pravi, v tem trenutku naše predpostavke slonijo na tem, kar so tisti najbolj verjetni scenariji, ki so pač vse to, kar sem že opisal, v smislu, da gremo proti temu, da bo neko cepivo, seveda je negotovo, kdaj točno to bo in da se gre pač v tej smeri, da seveda ukrepi tudi tako zdravstveni kot tudi gospodarski bodo nekaj časa še prisotni, potem pa, ko ne bodo več potrebni, bodo pa počasi rahljali. Se pravi, to so tiste osnovne predpostavke, na katerih ta naš osnovni scenarij sloni. Seveda, tveganja so, to so tiste, ki sem jih že prej omenil, in tudi ni potrebno zdaj, da pride nek COVID-21, da se katero od teh tveganj uresničijo. Pogovarjali smo se o drugem valu, ne vemo, kako bo močan, kako bo dolg in tako dalje. In to je eno tisto tveganje, ki obstaja in potem, če bi se pojavili indici, da je to ena taka realnost, da se recimo drugi val podaljšuje, bi potem tudi to upoštevali v samih projekcijah in nekako ta naš osrednji scenarij nekoliko priredili. Ni pa v tem trenutku, nimamo nekih tudi razlogov, zakaj, se pravi, mi se ne spuščamo v neke v stvari, ki niso recimo naša ekspertiza. Naša ekspertiza je nekako računanje teh vplivov na gospodarstvo, ne pa nujno slikanje ene epidemiološke slike. Se pravi, se prilagajamo in vzamemo to kot neke inpute v naše analize in raziskave, ne delamo pa na tem področju. Se pravi, če bi se pokazalo, da obstaja z enega čisto zdravstvenega vidika možnost,
da so naslednje leto kakšne druge stvari, ki bi lahko zavirale gospodarstvo, bi potem zagotovo to v naše modele tudi vključili. Ampak v tem trenutku to sloni na teh predpostavkah, ki sem jih prej omenil. Dobro, hvala lepa. Jaz bi s tem počas to naš dogodek pripeljal proti koncu. Jaz mislim, da smo imeli zanimivo predavanje in tudi interesantno diskusijo. Jaz moram reči, da mi je zelo žal, da imamo v Sloveniji to vrstnih diskusij na te globalne teme zelo malo. Tega bi rabili več. Mi smo zelo okupirani sami sabo, pa mogoče še vidimo, kje gor do Evrope, naprej pa se zelo malo pogovarjamo na nekih strokovnih ravneh. Tako da upam, Igor, da se še vidimo kdaj tukaj, v kakšnem takem krogu ali kakšni drugi, ampak da bi dejansko, tako kot je tudi naša dekanja rekla, da bi mogoče vzpostavili neko malo bolj tako, dolgoročno, ampak saj redno sodelovanje, ker so, kot rečeno, tudi ljudi na to temo, ki se sistematično ukvarja, ni prav veliko, nas pa je neki. Tako da, evo, Boris, jaz bi mogoče, ne vem, boš ti še kakšno besedo rekel pred koncem, ali bi jaz sicer predal tole žezlo organizatorju za zahvalo, jaz mislim, da obeh naju, za tole vabilo. In kot rečeno, upam, da se vidimo v kakšni naslednji priliki na fakulteti. Jaz se vsem zahvalim, v tistem, kar nas odrevaš njega, ta posnetek bomo dali na našo spletno stran, kako lahko tudi videli, da lahko poslali ljudi. Ampak to, kar Morten rekel, predavanje in diskusija sta bila enakovredna, tako da diskusija smo se tudi veliko način hajali tam vzad, bilo noter, tako da je to zanimivo. Kar se pa tiče, kako preprečiti COVID-21, pa v tem največ vem dela Melinda in Gates Foundation. On se pa ga mene posluša, ampak on na stotine milijonov na let financira po Afriki, po celem svetu za te težke bolezni in prav, da je tukaj premalo narejen. Ta zadnja štetka vlada je veliko napak naredila traktor. Ampak jaz se vsem zahvaljujem in mislim, da je res oboje diskusija in predavanje vrhunsko. Hvala vam.